V Slovenskem etnografskem muzeju so predstavljeni zelo posebni kruhki. To so mali kruhki, ki nastanejo tako, da testo vtisnemo v model, nato ga ločimo od modela in spečemo. Male kruhke so uporabljali ob praznovanjih in posebnih priložnostih. Lesene modele izdelujejo rezbarji, včasih so jih izdelovali lectarji, od 19. stoletja naprej pa tudi kmetje v domačem okolju širom po Sloveniji. Edina znana rezbarka, ki še danes izdeluje modele, je mojstrica Petra Plestenjak-Podlogar. Rezbarka Petra živi v Škofji Loki. Tam so rezbarji razvili svojevrstne različice modelov za male kruhke. V modele so vrezovali človeške in živalske figure, pa tudi rastlinske in geometrijske motive. Za izdelavo modela mojstrica Petra potrebuje različna rezbarska dleta in rezbarske nožke. Najprej ureže žlebičke, nato nadaljuje z vzorcem. Ste že uganili, kakšen model za mali kruhek nastaja pod Petrinimi prsti? To pa ni težko. Srce. Srce, ki pomeni ljubezen. Srce kot obliko pogosto najdemo v naravi. Vidimo ga v nekaterih listih in rožah. Tak je list lipe, ki velja za simbol slovenstva. Srce pa vidimo tudi v jagodičju. Obliko srca so risali že naši predniki v jamah, a ne vemo, če je že takrat srce pomenilo ljubezen. Zagotovo pa je postalo pomembno že v starem Egiptu. Zanimivo je, da so sladkosnedi Dunajčani in Parižani že v 18. stoletju z veseljem pojedli vse, kar je bilo sladkega in v obliki srca. In tudi Slovenci nismo zaostajali. Mali kruhki so bili pogosto v obliki srca. Bili so praznična jed, pa tudi svatovsko in ljubezensko darilo ter otroška slaščica. Srce povezujemo z ljubeznijo in prijateljstvom preprosto zato, ker nam srce močneje in hitreje bije, kadar razmišljamo o ljubljeni osebi. Če so nekoč fantje svojim izvoljenkam podarili mali kruhek v obliki srca ali lectovo srce, pa danes podarjajo raznovrstne srčke. Male, rdeče, rožnate, iz papirja, čokolade ali plastike. Če podarjamo srce, kaj šteje? Šteje, da ga podarimo iz srca. Če pa je še narejeno z ljubeznijo, kot vsako Petrino srce, potem je to neprecenljivo.